Tako, zdaj imamo pa naslednjo stvar, ki si bomo pogledali, to so pa splošne lastnosti funkcije. Se pravi, funkcija ima neke lastnosti, kot so naraščanje, padanje, je pozitivna, negativna in take določene točke, ki so pomembne za funkcijo. Vse te lastnosti se dajo izračunati, dajo se pa razbrati tudi iz grafa. In mi se bomo v tem momentu bolj posvetili temu, kako se razberejo iz grafa kot računanju. Zato bomo vedno pač napisali bomo, kak je računska pot do te lastnosti, potem bomo pa si to pogledali na grafu. Okej, prva taka lastnost, mogoče si napišete recimo v zvezek si napišete naslov, splošne lastnosti funkcije. In sicer prva stvar je naraščanje in padanje funkcije. Če so lastnosti funkcije naslov, potem je naraščanje in padanje podnaslov. Zdaj bomo vse te lastnosti bomo na ta način vzeli. Se pravi, lastnosti funkcije ima večji naslov, potem pa naraščanje in padanje funkcij. Zdaj, tole je definicija naraščanja. Funkcija narašča takrat, ko velja, da za vsak x1 manjši od x2 sta tudi vrednosti f od x1 manjše od x2. Izgleda zapleteno, ampak v resnici sploh ni. Če pogledamo zdaj tole na eni funkciji, na primer, da imamo funkcijo, ki na začetku tu recimo iz leve proti desni se malo dviga, potem se pa nekje malo ustavi, pa gre navzdol, pa pol spet zaovinka, pa gre navzgor. Takole, če jo rišemo iz leve proti desni, vidimo, da enkrat gre graf navzgor, tule, gre graf navzgor, potem je ena točka, kjer se prelomi, potem gre dol in potem gre pa spet navzgor. In v resnici je to. Graf narašča, kadar se graf funkcije narašča oziroma funkcija narašča, takrat, ko na grafu, če se premikamo iz leve proti desni, vedno moramo pogledati to smer, iz leve proti desni, tam, kjer se dvigamo. Se pravi, če potujemo iz leve proti desni po grafu, potem se dvigamo navzgor. In tale del funkcije zdaj narašča. No, zdaj pa bom še vam razložila, kaj pomeni tale zapis, x1 pomeni, da smo si izbrali nekje x1. Recimo, da je nekje med 3 pa med 4. Pa x2, bo pa tule, večji mora biti, po tem zapisu. Se pravi, tu piše, da je x1 manjši od x2. Kje so zdaj slike oziroma f od x1? F od x1 dobimo tako, da gremo navzgor od x-a, pridemo do funkcije, tu je ta točka in pri tej točki krenemo levo. Tule je f od x1. Zdaj gremo pa pogledat za x2. Kje dobimo pa f od x2? Gremo naravnost od x-a navzgor, dobimo tule eno pikico in gremo levo, naravnost morate to iz meni zdaj malo zašlo gor dol, in pridemo tule sem. In to je pa f od x2. In če pogledamo zdaj te vrednosti, f od x1 je res bolj spodaj, to pomeni, da je manjši od f od x2, kar pomeni ta zapis. Se pravi, na tem delu, kot smo rekli, funkcija narašča, ker če beremo po grafu iz leve proti desni, gremo gor. Skozi se takole gor premikamo, narašča. In tudi zato velja to. Če vzamemo mali x, dobimo malo vrednost od funkcije, če vzamemo pa večji x, bo pa vrednost večja. To pomeni, da funkcija narašča. Okej. Zdaj bom jaz tole pobrisala, pa bom poskusila še eno funkcijo podobno narisati. Če vam je ušlo, si pač še enkrat prevrtite nazaj posnetek. No, in dajmo zdaj mi tole funkcijo pogledati. Recimo, da je tule ta pikica. Ena pikica, pa tule
druga pikica, ki nam bo nekaj povedala, ne? Če pogledamo zdaj ta graf, kje bi funkcija naraščala? Funkcija bi zdaj naraščala, če gremo iz leve proti desni, bomo tule začeli in se po grafu gor dvigali do te točke, ja? Potem pa se tule spuščamo in hop, tule se spet pri točki začne in se začnemo dvigati. Pa bom jaz zdaj pobarvala območje z rdečo, kjer se funkcija dviga. Funkcija še gre tukaj v bistvu navzdol, se pravi, gre čisto od začetka funkcije pa do gor, ne, to vse tole narašča, pa še tukaj še narašča, tule še tudi narašča, ne, do sem. Potem je pa presledek in potem se tule spet začne naraščanje in gre gor, 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 ne. Se pravi, dva dela funkcije naraščata. Zdaj pa treba je to nekako zdaj zapisati. Ko boste dobili nalogo, boste mogli povedati, kje funkcija narašča, ne. X pa y si bom označila. In mi bomo to povedali z vrednostmi funkcije po x osi. Se pravi, za vse x-e, za katere narašča, bomo napisali. Napisali bomo za x, za katerega narašča. Kako bi se pa zdaj tega lotili? Tule bom jaz zdaj, funkcija narašča od te do tele, ne, stvari. Zdaj pa, kje so njeni x-i? Njeni x-i, če boš da rumeno vzamem, njeni x-i so tako, da gremo od krivulje pa do x-a navzgor. Tule to območje narašča takle, pa narašča tule. Se pravi, tole, tale del vse narašča. Če gledamo po x osi, ne. In to pobarvamo vse do tja, do te točke, ko ne narašča več. Tukaj gre navzdol, spet ne narašča. Potem se pa spet pojavi x tule, ko začne naraščati, pa tule, pa tule, pa tule, pa tule, se pravi, za vse tele x-e pa narašča, ker gre v neskončno ta, ne, naša funkcija, če bi še lahko narisali na višje gor, bi ta naša funkcija še kar potovala. Zdaj pa, takle, zdaj jaz to pobarvam. Zdaj moramo pa pogledati, za katere x-e smo zdaj to pobarvali. Se pravi, kaj je območje x-a, ko smo pobarvali. Tule smo začeli do konca, se pravi, tu še bi šla funkcija tudi navzdol, se pravi, vse to smo pobarvali, pa smo šli do sem, pol smo pa od tule začeli, pa smo šli naprej do konca. In zdaj moramo mi tale dva intervala prebrati. To se spomnite, ko smo prej intervale prebrali. Zdaj začnemo tukaj čist v neskončno, oziroma tukaj je minus neskončno, tu bo pa plus neskončno, ne, ker gre vse v neskončno. Takle bomo zdaj prebrali, kje narašča. X je element, najprej se začne pri minus neskončno in narašča vse do tele puščice, to je, kjer je x nič. Potem bomo pa zraven napisali in, kje še narašča. Tole pa vi pišete kar v isto vrstico, se bom jaz tule, takle si na prosto naredila. In pa še naslednji interval, začne se pri 2 in gre vse do neskončno. Se pravi, iz grafa lahko mi preberemo, kje narašča in kje pada. Zdaj bomo pa še povedali, kakšna je definicija za padanje, potem bomo pa par teh vaj naredili, pa boste videli, da ni nič hudega. Tole bom zdaj zbrisala. No, zdajle pa že kar pogrešam reditelje, da bi mi malo pomagali brisati. Takole. Rekli smo,
da bomo pogledali še drugo lastnost, in sicer zdaj smo imeli, kdaj funkcija narašča, kdaj pa pada. Pa si napišete, funkcija pada takrat, ko velja, če vzamemo, da je x manjši od x2, potem je pa ravno obratno, je pa vrednost funkcije v x1 večja kot vrednost funkcije v x2. To zdaj pomeni, da pada, no. Ravno obratno je, ne, tukaj je naraščala, tukaj pa v takem primeru pa pada. To je zdaj definicija. Zdaj pa naprej poglejmo še, kako se pa to vidi na grafu. Na grafu vidimo, da funkcija narašča, če se graf iz leve proti desni dviga. To je tudi za v zvezek, ne. Kadar graf funkcije iz leve proti desni pada, takrat tudi rečemo, da funkcija oziroma graf funkcije pada. Tako, zdaj pa jaz mislim, da mi vsi bi si najrajši privoščili naloge. Zato, ker z nalogami nam bo postalo lažje, ne. Videli boste točno, kaj je treba napisati. Kaj boste vi dobili na testu podano? Vi boste na testu dobili funkcijo narisano, zaenkrat, ne, pa verjetno napisam tudi njeno enačbo. Potem boste pa mogli ali razbrati iz grafa ali pa izračunati stvari, ki se jih bomo učili. Tako, zdaj bom jaz narisala eno funkcijo in mi bomo tej funkciji določili, kje narašča pa kje pada. Se pravi, navodilo bi bilo, iz grafa določi, kje funkcija narašča in kje pada. Iz grafa določi, kje funkcija narašča. Pa bomo tule napisali, pa pada. Pa bomo tule napisali, ne. No, in recimo, da bomo imeli takšnole funkcijo. Sem mogla kar utihniti, ker jo tako natančno rišem. Zdaj funkcije tako zapletene, zaenkrat še ne bomo jih znali narisati. Boste pa že lahko dobili graf funkcije, ne. Tule bomo takole dali. Pa bom jaz označila tale gre do -2, pa takole. Tale gre gor pri 6, da vam bo lažje. Pa tule je ta pikica točno na y osi, kjer se prelomi, ne. In dajmo zdaj recimo se pomeniti o naraščanju, kje narašča, in bomo graf pobarvali, kjer narašča, rdeče. Začnemo na začetku iz leve proti desni. Če grem jaz po funkciji, potem gre moj križec tule navzdol. To pomeni, da tu pada. Potem pa pridem do tele točke, kjer neha padati, in ko grem v desno od te točke, začne graf naraščati. Se pravi, gremo gor po tem grafu. In tukaj že pobarvam jaz rdeče. Takole. Pa gremo do semle. Tu je naraščalo, ne. Pol pa se spet prevesi graf, in ko se spuščam dol, pomeni, da funkcija pada, do tele točke, kjer se graf spet prevesi navzgor. In je kaj narobe, če gremo čez to črto? Prav nič. Mi gremo z naraščanjem še kar navzgor. Zdaj pa mi moramo rešitve prebrati tako, da vidimo, kateri x-i so na tem grafu, so povzročili, da ta graf narašča. In to naredimo v bistvu tako,
da pogledamo, kje se tale pikica začne na x osi. Gremo naprej. Tukaj pa dol v bistvu, ne? Takole. Potem pa pobarvamo še drugi del. To pa začnemo pri tejle pikici in gremo do x osi. In vse nesemo do gor, do x osi, vse vrednosti do x osi tu. Te pa v bistvu, ko so nad x osjo, pa moramo dol pobarvati, ne? Te pa vse dol prenesemo nekako do x osi. In območje na x osi, ki ga moramo zdaj povedati, je tole pa tole. Bom jaz poskusila zdaj z rdečo. Tale del na x osi je pomemben, ne? Potem se pa začne tule, pa gremo kar daleč, ne, čisto do konca funkcije in še naprej. Tako. In zdaj nam preostane še to, da preberemo te x-e. Prvi x je tule od -2 do 0, upam, da se vidi. Se pravi, prvi x je element, napišemo, pol pa rečemo od -2 do 0 in naslednjega je pa od 6 proti do konca, ne? Se pravi, proti neskončno. Pri neskončnem je vedno odprti oklepaj. In pri naraščanju in padanju v šestki se pravzaprav nič ne dogaja, ne, se še prelomi, zato damo vedno tukaj odprte oklepaje, če vas je to zdaj zmedlo, ko sem tule pikice naredila. Se pravi, oklepaji bojo vedno odprti. Tako, zdaj nas čaka pa drugi del še. Kje pa funkcija pada? Pa dajmo mogoče padanje z zeleno. Kar se tiče ekonomije, smo glih obratno sicer vzeli, naraščanje je ponavadi zeleno, pa padanje z rdečo, ampak za danes bo pa v redu. Se pravi, funkcija pada v bistvu tam, kjer ne narašča, no, tako nekje, ne. Se pravi, ko se spuščamo po grafu, takrat funkcija pada. In mi se tu začnemo spuščati, zato bom jaz kar že začela pobarvati zeleno ta graf. Zdaj, če imate bolj spretne flomastre kot jaz, potem lahko pač pobarvate celoten ta graf, ne, tukajle pada. Tukaj zdaj, ko narašča, ne more padati. In potem nam preostane še tale del, ne, tale del tudi pada. Lahko bi tudi bila, da ne narašča oziroma da ne pada, takrat je funkcija konstantna. To je, kadar je vodoravna. Ke se ne dviga pa ne spušča, ne, takrat pa ne narašča in ne pada. Ampak pri nas lepo tukajle vidimo, se spušča, 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 ne, in pride do te točke. Zdaj pa, v bistvu jaz mislim, da najtežje je prebrati po x-u, samo saj pol, ko pa boste prišli nekako na okus, ne, kje zdaj pada. Ja, za katere x-e pada? Tule se je začelo, to pomeni, gremo od funkcije navzdol, da vidimo, kje je tisti x, ko pada. Pa potem spet od funkcije navzdol, da vidimo, ne, in vse to je pod funkcijo, kjer pada ta x. Oziroma obratno, tole vse je nad x-om, pri tem x-u funkcija pada. In isto gremo zdaj tule, navzdol in pa še tule navzgor. Zdaj, tole ponavadi v šoli bi vam lahko malo krilila z rokami pa tako, ne. Ampak je pa res, da bi pa mogoče me težje slišali, kar govorim, tako da upam, da vam bo tole jasno. Se pravi, zdaj od tule do tule, kjer je zeleno pobarvano, naša funkcija pada. In isto tule, od tule proti dol, naša funkcija skozi pada, ne. Še vedno je to naša funkcija, ne vse to zeleno pa rumeno. To, kar ta črta naša je bila funkcija. No, in zdaj pa
preberimo, od kod do kod so naši x-i, kjer funkcija pada. Začnemo tukaj čisto na koncu grafa, pa še bolj levo bi mogli iti. Se pravi, da gre od minus neskončno. Od minus neskončno in pa pride tule. Pride čisto do semle, kjer se konča ta naše območje padanja. Zelena barva. To pomeni, da gre do minus 2. In potem gremo pa naprej tule. Od 0 pa do 6. Pravi, od 0 pa do 6 je pa drugo območje, kjer narašča oziroma kjer pada. Takole, za domačo nalogo pa rešite oziroma poskusite določiti, kje funkcija narašča in kje pada. Približno takole si jo narišite in določite. Vam bom dala malo časa, potem pa bo v naslednjem videu rešitev. Takole, pa poglejmo zdaj tole našo funkcijo, pa poglejmo najprej, kje bo naraščala. Naraščanje bom označila z rdečo. Tule se spuščamo, pridemo do ovinka in tale del narašča. Evo ga pobarvam. Narašča. Potem se spet spuščamo in tale del narašča. Zdaj pa potrebno prebrati interval, v katerem ta funkcija narašča. Začnemo na začetku in pogledamo, kje je tista točka v x-u, kjer je začetek naraščanja. To je -4, če gremo do x-a. Pogledamo potem konec naraščanja, je tule dol, pri -2. In mi v bistvu dobimo interval naraščanja nekje med -4 in -2. In lahko napišemo, x je element od -4 do -2. In pa gremo naprej, začne naraščati tule, to je kar pri 0, in konča naraščanje v tejle točki in ta točka ima koordinato x3. Se pravi, da bo naraščala nekje na tem območju še. To območje pa preberemo od 0 do 3. Se pravi, edina tak trik je, da si vi to funkcijo nekako tako, da bi jo tu odpeli v tej točki in spustili na x dol. In dobite potem območje naraščanja. Zdaj še pa padanje. Padanje gre pa po tejle funkciji navzdol. Do semle. Pardon. In od tele navzdol. In pa še tretja veja je pa tule navzdol. Tako. Zdaj pa moramo samo prebrati območja x-a. Kje je tista točka, kamor je zadnja v naraščanju, to je tule. Na začetku pa vidite, nimamo nekega začetka, se pravi, to pa pride vse od neskončnosti. In vse do tule so tisti x-i, kjer narašča. Potem spustimo tole točko navzdol in dobimo, da začne padati vse do tule, pa do 0. V redu, potem gremo pa še na zadnjo območje, spustimo navzdol in začnemo lepo vse območje pobarvamo, do kamor pada. In zdaj, kakšni so izsledki? Začnemo daleč, se pravi nekje izven slike in pridemo do -4. Od minus neskončno do -4. In še eno območje, to je tole, od -2 do 0. In še eno območje, to je od 8 pa do spet dol iz slike, a ne. Se pravi, od 8 pa do neskončno. In to je zdaj rešitev te naloge.